Sama situacija v Luki Koper, ki je očitno blokirana, stoji. Po prvih informacijah, ki jih imam, je prišlo do spontanega upora delavcev. Blokirali so Luko Koper, tudi kar se tiče prometa, je to v petek seveda še toliko večji problem. To ne samo, da ni dobro za Luko Koper, za Primorsko, to ni dobro za Slovenijo in za skupnost, v kateri živimo. In razmere seveda lahko eskalirajo do situacije, kjer postanejo popolnoma neobvladljive. Resno sem zaskrbljen na to situacijo in upam, da bo vendarle prevladala modrost, kanček modrosti, da se bojo zadeve umirile, da se bo naredil korak nazaj, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ki je nihče več ne bo mogel obvladati. Niti sam ne vem, poglejte, to je spontana situacija in v takšnih razmerah se na mestu oblastnikov res ne kaže igrati. Ne gre več samo za Luko Koper. Destabilizira se celotna Slovenija na način tako trmoglavih ravnanj. V tej priložnosti se pa želim zahvaliti vsem svojim sodelavcem in vsem zaposlenim v Luki Koper za te rezultate, ker brez njih teh rezultatov ne bi bilo. Dajem informacijo, da je Slovenski državni holding umaknil zahtevani točki dnevnega reda, s katerim je bil ta dnevni red razširjen, to je točka 8 in točka 9. Trenutno stanje v Luki Koper nikakor še ni normalizirano, stabilizirano, zato bo potreben čas in zato bo potreben vse kaj drugačen pristop, kot so ga doslej izkazovali ne samo na ravni državnega holdinga, pač pa tudi vlade kot take, ki predstavlja skupščino državnega holdinga.